Dobrodošli v novem videu. Evo, jaz sem glih klele sedel malo v audiju in sem se v bistvu odločil, da bom zato danes naredil video o tem, kako je eno podjetje, ki je v bistvu prodajalo avte od avgusta lani, padlo za 99% in izgubilo skoraj 30 milijard market capa. Zdaj, če že do zdaj ne veste, govorim seveda o Carvani. In lani avgusta, ko je bil stock price Carvane vreden okoli $360, je bilo podjetje vredno ene 30,6 milijard. Danes pa je market cap Carvane vreden manj kot 1 milijardo. No, in za tiste, ki mogoče ne veste, Carvana je eno ameriško podjetje za prodajo rabljenih avtomobilov. In v bistvu cel point Carvane je, da v bistvu avto lahko kupite online brez nekega car salesmana, ker je to lahko zelo velikokrat nadležno in valjda folku je dosti lažje kupiti avto online. Tako da ideja je v bistvu kar dobra, če tako pomislimo, zato ker vemo, da je vsem muha iti v avto in se pogovarjati tam z drugimi ljudmi, ampak ja, in zato je v bistvu tudi med karanteno, ko so vsi mogli biti doma, je v bistvu Carvanin biznis toliko boomil in stock je v zelo hitrem času zrasel na več kot $360. No, in bolj kot je to podjetje raslo, več je bilo v bistvu zanimanje za avte iz Carvane. In posledično je Carvana mogla kupiti več in več zaloge avt. No, in če ne veste, v tem času so bile cene rabljenih avtomobilov na toliko visokem nivoju, to je bilo eno izmed najbolj takih dragih obdobij za cene rabljenih avtomobilov. Zelo so bili inflated vsi pricei. To je bilo v bistvu večinoma zaradi supply chainov. Situacija se je sicer do zdaj že malo zboljšala, ampak še vedno so rabljeni avtomobili kar dražji, kakor so bili par let nazaj, no. No, in v tem času se je v bistvu 80% rabljenih avtomobilov prodalo za več, kakor so bili vredni. Če vas pa zanima v bistvu, zakaj je Carvana kupila toliko dragih avtomobilov in je toliko preveč plačala za veliko avtomobilov, je pa to v bistvu zaradi tega, ker oni so za zbiranje teh avtomobilov, ker jih bojo kupili, uporabljali razne algoritme. In mislim, da vemo, da algoritmi so za take stvari dosti slabi, kar lahko vidimo tudi na primer pri podjetjih, kakor so Zillow ali pa Opendoor, ki so zdaj med zadnjim housing boomov kupili zelo veliko hiš po zelo previsoki ceni in so plačali veliko preveč za večino izmed njih. No, in da sploh ne omenim, da je Carvana tudi veliko avtomobilov kupila poškodovanih, ukradenih, in pa imeli so tudi težave, veliko ljudi, ki je kupilo avto od Carvane, s tem, da niso dobili ownershipa za to vozilo od Carvane. In zaradi tega proti Carvani trenutno poteka več tožb v bistvu. No, in kombinacija vsega tega je v bistvu prinesla do tega, da se je zanimanje za avte zelo upočasnilo, glede na to, da letos recimo veliko ljudi pričakuje recession, economy je slabši kakor lani, interest rati so veliko večji, torej so posledično tudi avti zelo dražji. In Carvana je v enem letu padla iz $360 na višku in padla na $3,6 na najnižji točki. Trenutno pa je stock vreden okoli $5, kar je še vedno 98% manj od svoje najvišje točke. No, in zelo velika šansa je, da bo Carvana zdaj v naslednjem letu, v letu 2024, šla v bistvu bankrupt in glih zaradi tega so njeni največji posojevalci v bistvu že naredili dogovor, kdo bo dobil kaj v primeru, da gre Carvana bankrupt. Zato ker v bistvu, ko gre podjetje bankrupt, v bistvu kako poteka je, da vsi te posojevalci, ki bi jim je podjetje dolžno denar, se v bistvu pol ponavadi kregajo za te assete, kdo bo kaj dobil, ne? V tem primeru bi se kregali, kdo bo dobil kakšne avte pa take stvari. No, in oni so v bistvu že naredili nek dogovor, kdo bo v bistvu kaj dobil, zato ker že pričakujejo pač, da bo podjetje šlo bankrupt. No, in to bi lahko bil v bistvu prvi korak do popanja tega car bubla, ki smo ga doživeli v zadnjih parih letih. Zato, ker cene so bile full inflated zdaj že več let in če gre podjetje, kakor je Carvana bankrupt, bojo rabili lenderji te, ki bojo dobili te avte prodati, probably za nek discount. To zna v bistvu vplivati na cel used car market, tako da bojo cene padle. In v bistvu bi bil že kar čas za to, če sem čisto iskren. Če mi ne verjamete, da bo Carvana skoraj sigurno šla bankrupt, si poglejmo mogoče njihove financialse.
in v bistvu že takoj vidimo, da je bankruptcy na tej točki več ali manj neizogibljiv. Pa če si pogledamo prvo njihov balance sheet, podjetje ima okrog 500 milijonov keša in pa 2,5 milijarde inventorija, se pravi, inventoriji so v tem primeru avti, ki jih oni imajo. Ampak problem je, da oni te avte prodajajo zelo malo profita ali pa celo z neprofit. Kljub temu boomu, ki smo ga imeli zadnjih par let, Carvana ni bila še čisto nobeno leto profitable. In dajmo si pogledati v bistvu, zakaj je to. Je res, da ima podjetje gross profit na teh avtih, ki jih prodajo, se pravi, da jih prodajo za več, kakor jih kupijo. Ampak ima podjetje take stroške za prodajo avtov, za kupovanje avtov in pa za administracijo, da v bistvu se uniči čist cel ta profit. No, in podjetje zaradi tega izgublja denar. Plus, če tukaj omenim še velik keša, ki ga plačujejo za vsa ta posojila. Že sam v zadnjem četrtletju je Carvana plačala 150 milijonov samo v interestu. Torej samo obresti, ki so jih oni dolžni za neko posojilo, so plačali samo 150 milijonov v zadnjem četrtletju. To je več kot 1,5 milijona na dan. In to pol prinese do tega, da je Carvana v zadnjem četrtletju izgubila 508 milijonov dolarjev. Torej podjetje burna cash in v bistvu deluje sam za viri financiranja, kogar so izdajanje novih sharesov in pa vsa ta posojila, ki so jih vzeli. In v bistvu so si sposodili ful velik keša. V zadnjem letu so si sposodili kar 3 milijarde dolarjev. In ko seštejemo v bistvu ves ta dolg, ki ga ima Carvana, pridemo do tega, da imajo 1,9 milijarde current liability-jev, se pravi, to pomeni 1,9 milijarde, ki jih morajo plačati v naslednjih 12 mesecih. Se pravi, če pogledamo, da imajo 500 milijonov keša pa 2,5 milijarde inventorija, to pomeni, da bi rabili prodati okoli 80% svoje zaloge, da sploh lahko vrnejo ta debt, ki ga imajo za naslednjih 12 mesecev. Poleg tega imajo pa še 6,6 milijarde long term liability-jev, kar je pa itak ful velika, ne. Tako da bankruptcy je na tej točki že zelo neizogibljiv in zato so v bistvu tudi analisti pred kratkim target price postavili na $1 in potem se je v bistvu zgodilo, da je Carvana v enem dnevu padla še za 40%. Če že vse to prej ni bilo dost, nisem si mislil, da lahko še toliko pade v enem dnevu, ampak ja, 6. decembra je Carvana padla še 40 dodatnih procentov na low okoli $3,5. In ja, v bistvu je to. Upam, da ni noben od vas investil v Carvano. Meni se je zdela samo taka zanimiva zgodba za povedati. In ja, se vidimo v naslednjem videu.